Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VE Faktor. Z menoj je naša stalna komentatorka Lucija Šikovec-Ušaj in pa naš poseben gost Vane Gošnik. Pogovarjali smo se pa o plačevanju oziroma neplačevanju RTV prispevka. Zdaj, predno preidemo na našo drugo temo, to je, kam so izginili zeleni Slovenije. Vane, ti si hotel še nekaj dodati, ne? Prej sem te prekinil pred oglasi oziroma zaradi oglasov v zvezi s prispevkom. Bi te prosil, da zdaj nadaljuješ? Eno manj znano podrobnost bi omenil, ne? Ko sem bil v 90-ih letih član sveta RTV Slovenije, se pravi, nekako poznam tehnologijo delovanja te firme in ta svet je vodil Rudi Šeliga, moj prijatelj, zdaj pokojni. Sva z Rudijem preprečila marsikatero neumnost. Ena od ključnih je bila namera nomenklature, da pazite leta 90 privatizira RTV Slovenija. No, to smo jim, bi rekel, dolgim elaboratom na večjih sejah sveta RTV preprečili. Pa ne bi bilo bolj Vane, da bi jo privatizirali, kako? Ja, pravzaprav se danes kaže, da bi bilo boljš, ne? Samo bojančigava pa bi bila ta televizija. Mogoče bi mi imeli to oddajo na tej televiziji, ne? Lucija, tudi ti si hotela še nekaj dodati? Ja, najbrž bi bila od istih televizije, kot je zdaj. Ne sem hotela dodati, da pač Vaneta zastopam izključno iz razlogov, ker je to strokovno dost zanimivo za enega pravnika, kjer so obveznosti, torej druge stranke, ki niti ni pogodbena stranka, določene z zakonom in moramo dokazovati, da pač ne izpolnjuje svojih zakonskih obveznosti in da zato ni dolžnost državljanov, da plačujejo. Tako da ne bi izgledali, da zdaj jaz to pro bono, odvetniki delamo za denar, razen če nas strokovnost potegne v neko delo in zato delamo potem zaradi tega lastne želje po nekem izzivu. Torej, to je nek izziv. Lucija, če boš uspela doseči to, da vsaj eno državljano ne rabi plačevati RTV prispevka, s tem boš prišla v zgodovino. S tem boš prišla v zgodovino, ja. Bojan, ko bomo uspeli, ne če bomo, ko bomo uspeli, bo Lucija bogata plačana. Zdaj pa predlagam, da gremo k zelenim Slovenije, izginulim zelenim Slovenije. Vane, ti si bil v 90 letih, kot praviš, član programskega sveta RTV, ampak nisi bil samo to, bil si tudi eden od legendarnih članov tedanjega Demosa in eden od legendarnih voditeljev zelenih Slovenije. Jaz bi predlagal, da pogledamo eno fotografijo iz tistih časov. Vane, se boš spoznal verjetno, ne? Tam si, se vidiš, kje si, ne? Ja, vidim, ja. Ja, vidiš, kje si. Kakšni občutki te, recimo, prevevajo zdaj, ko pogledaš takšno fotografijo? Ja, kisli, ne, zato, ker so zelene uničili, ne. Pripravili so nam pač samomor, ne, ki smo ga uspešno izvedli. Ampak res, Vane, no, zakaj so zeleni izginili in kje so zdaj ti zeleni? Ne mogoče, da smo mi edina država v Evropi, kjer nima pravzaprav nobene močne, da ne rečem, etablirane zelene stranke. Ja, en kup nekih majhnih zelenih strank, ne, ki pa jim praktično ne bi skoraj mogli reči, da so stranke. No. To, kar bom povedal, bi morda nekomu, morda kak malo ali pa malo kasneje, koristilo. Zeleni niso nastali kar tako leta 89 junija, ampak je bil rezultat dolgoletnega prizadevanja okoljevarstvenih skupin, civilnih iniciativ, Društva za varstvo okolja, Zveze društva za varstvo okolja in tako naprej, ne, ki so se na nek način leta 87 oktobra zgostile v največje demonstracije v takratni Jugoslaviji. To je bilo v Velenju, kamor je prišlo 15.000 ljudi. Pustimo zdaj razloge, da ne bomo kradli časa. No, javnomnenjske raziskave pred volitvami so kazale zelo močno podporo volivcev v primeru, da se ustanovijo zeleni Slovenije. To se je zgodilo, vendar to je zaznala tudi nomenklatura, ki je v vodstvo zelenih Slovenije, v vodstvo, torej postavila svoje krte. V tem ni danes nobenega dvoma več. Kdo so ti krti bili vami? Torej, ljudje, ki so bili v vodstvu, se lahko tudi omenim, nekaj kasneje. Prosim, da omeniš, ja. Ja, v redu, to je bil, med drugim Dušan Plut, to je bil Tancik, to je bil minister Volč, to je bil Fleischmann, to je bil Jamnikar in tako naprej. Še Šerko, da ne pozabim, ne? No, ampak kaj se je zgodilo? Tik pred volitvami, ko nam je kazalo zelo dobro, in to je kronski dokaz, je v TV Slovenija gospod Kučan izjavil naslednje, dvopičje, volite zelene Slovenije. Takrat so se meni prižgali nekaj 50.000 rdečih lučk v glavi. No, in to se čez leto in dan kmalu pokazalo. Zeleni Slovenije smo sodelovali pri ustanovitvi Demosa, mimogrede, brez zelenih Demosa ne bi bilo in z vsemi posledicami, ki bi sledile.
In zakaj je, bi rekel, nomenklatura s svojimi krti dopustila, da zeleni sodelujemo pri ustanovitvi Demosa, pa sem preprosto. No, zven, torej, do tujine so hoteli pokazati, da je Slovenija postala demokratična država. Seveda je bilo to, bi rekel, nameščeno zadeva, kajti Demos je zaradi notranjih razprtij, zaradi podtaknjencev v vseh Demosovih strankah, po 3 letih razpustil sam sebe in tudi parlament in smo šli na predčasne volitve. In kaj se je potem zgodilo? Torej, te nenehne razprtije so bile povzročene znotraj zelenih, umetne razprtije, predvsem okoli ideoloških vprašanj, kar je forsiralo predvsem vodstvo zelenih. To je prihajalo v mediji in volivci so normalno, bi rekel, sklepali tako, zakaj bi podpirali stranko, ki se sooča z nenehnimi notranjimi spori. In rezultat na naslednjih predčasnih volitvah je bilo ne 16, ampak 5 poslancev. To je bilo kdaj? To je bilo leta 1992 in vseh 5 poslancev je nemudoma zbežalo v bypass stranko iz zelenih, z denarjem vred, ki se je imenovala Zelena ekosocialna stranka. Ta je v kratkem razpadla in so se preselili k LDS, zeleno črtico. Tudi ta stranka je razpadla. No in danes jih pač ni nikjer več. Svojo nalogo, torej razbitje Demosa in s tem prekinitev demokratičnih procesov, v kar smo vsi upali, česar posledica čutimo seveda danes na, bi rekel, vsak dan, na vsakem koraku, nazadovanje, vsesplošen kaos, vsesplošna anomija, ki vlada v naši državi, nezaupanje. Če se skoncentriramo na zelene, kdaj so potem takem izginili kot politična sila po tvoje? Torej, ta bypass stranka in potem LDS so še kakšno 2 leti, bi rekel, nekako obstajali, kot privesek LDS-a, potem je se to izginilo, sploh z Drnovškom. Mi, torej zeleni Slovenije pravi, da rečem, ki smo obstali, pa smo delovali tam nekje do leta 1996 in potem seveda obnemogli, sej smo videli, da ni nobenih realnih možnosti, da še posežemo po takšni podpori volivca, kot smo imeli leta 1989. In potem je bilo te zgodbe konec. In to traja 28 let. Ampak zdaj pa teh nekih zelenih strank je, ne? Mislim, da nekaj Jazbinšek je še vedno zelen, ne? Potem imamo zelene, ki jih zdaj vodita oče in sin Čuš, ne? Potem imamo ene zelene, ki so še vedno, ki se imenujejo Zeleni Slovenije, nekaj podobnega SMS, ne? Ki jih vodi Igor Jurišič in tako dalje. Vse in kupniki teh strančic še. Ja, pa A so to vaši nasledniki zdaj, kako? Ne, to so surogati, ki torej nimajo nobenega, bi rekel, pravega zareda, ki nimajo nobene organizacije, ki nimajo nobenega vpliva, ki nimajo nobenih rezultatov. To velja tako za, rekel Jazbinška, kot za Čuša. Nočem zdaj grdo govoriti o njih, nočem zmanjševati njihovih naporov, ampak rezultatov ne bo. Ne, samo realno je pač treba povedati. Ja, no, ampak ne, še to povem. Nomenklatura je najdla alternativo. Kaj pa je bila alternativa? Množično ustanovanje tako imenovanih nevladnih organizacij, ki jih pa financira vlada oziroma vladne ustanove, kar je seveda oksimoron. No in danes imate recimo v Ljubljani koncentrat teh tako imenovanih navideznih nevladnih organizacij, ki so zasedle javni prostor, ki smo ga včasih zasedali okoljevarstveniki oziroma zeleni. In njihovi rezultati so seveda nikakršni, pravzaprav so. Recimo njihovo opozarjanje na neumnost, češ da CO2 povzroča ogrevanje podnebja, kar se seveda ne dogaja zadnjih 25 let, povzroča neposredne stroške vsem ljudem, najprej pa seveda uporabnikom električne energije, ki plačujemo velike dodatne davščine. Tako da, Ampak, če sem te jaz prav razumel, Vane, se prav hočeš reči, da je množično ustanovljanje teh nevladnih organizacij z področja ekologije, je bila načrtna politika. To, da se na nek način neutralizira morebitno nastanek neke nove zelene politične stranke. Tako je, absolutno ne. In seveda, da se legitimirajo pred recimo evropsko javnostjo, v Evropskem parlamentu, v Bruslu, češ, poglejte, tudi v Sloveniji imamo neke okoljevarstvene skupine, ki delujejo pač na tem področju. In skratka, da je vse okej, da smo, rekel, tudi v tem pogledu normalna država. Seveda, to je deleč od tega. Kako pa potem delujejo te svetovno znane okoljevarstvene organizacije, recimo Greenpeace in podobno, ki tudi veljajo za nevladne? Poglejte si Greenpeace Slovenije, kjer ne boste dobili nobenih podatkov o njihovem finančnem poslovanju. Če greste malo globlje, ugotovite po IPES-u, da je tam Greenpeace, ki nima nobenega zaposlenega, da je ustanovil društvo Prihodnost na istem naslovu, ki ima leta 2016 270 tisoč evrov prihodkov, 8 redno zaposlenih,
in podatek, da so financirali samo z enega vira, ki ga pa ne navedejo. Jaz upam, da to ni Soros. In takšna je danes okoljevarstvena scena. Torej, kako pa ti, Lucija, gledaš na to okoljevarstveno sceno, nevladne organizacije, brez resnih zelenih političnih strank? Smo bili vsi navdušeni tudi nad zelenimi. Če se pa ne motim, je pa takrat gospod Plut podpisal deklaracijo o razorožitvi, mogoče se Vane tega bolj spomne. Kot član predsedstva republike, ja. Je podpisal to deklaracijo, takrat nam je bilo jasno, torej nekaterim je postalo v tistem momentu jasno, da so ti zeleni, pač kot so rekli, lubedica, od zunaj zeleni, znotraj rdeči. Tako da se potem več nisem jaz ubadala s to zeleno alternativo. Vane, koliko pa je po tvoji oceni, ker to zdaj tvoja ocena na nek način merodajna, recimo verodostojna, kredibilna, koliko pa je po tvoji oceni volilnega potenciala za zelene oziroma zeleno stranko? No, pravo zeleno stranko. Recimo. Jaz mislim, da senzibiliteta slovenskih državljanov, predvsem malo starejših, ne toliko mladih, ti se ne zanimajo za ta vprašanja, je, bi rekel, še vendarle dovolj visoka. Mislim, sprašujem zaradi tega, Vane, oprostite, prekinem, zato, ker je zelo veliko pa teh civilnih iniciativ, z recimo širšega področja ekologije. Ja, senzibilnost je lokalnih civilnih iniciativ. Ja, je dovolj visoka, prav si rekel, Bojan, ampak te iniciative so predvsem lokalne, niso pa globalne, v narekovajih, torej pa niso pa vse slovenske in ravno tle je, bi rekel, edina možnost, po mojem, da recimo neka taka skupina, ki se imenuje stranka zelena, da vstopi v parlament, ona mora, bi rekel, spostaviti mrežo lokalnih, bi rekel, somišljenikov, da ne rečemo odborov in tako dalje, ki bodo predvsem sposobni sestaviti kredibilno listo za volitve v državni zbor, ki bodo junija letos. Brez tega seveda, bi rekel, ni mogoče doseči tega cilja, ki smo ga imeli tudi leta 1989, to je sprejemati odločitve tam, kjer se sprejemajo. To je pa parlament. Doslej najboljši volilni izkupiček zelenih na volitvah je bil koliko? 9,5, skoraj 10% leta 1989. In ti recimo misliš, da bi se dalo tudi kaj podobnega z raznim povezovanjem teh iniciativ in še kakšnim drugim, recimo še kakšno drugo situacijo doseči podoben, recimo, volilni rezultat? Torej, moja ocena je, da je 10 skoraj nemogoče oziroma nerealno pričakovati, vendar pa 5-6 je pa po mojem dosti realno seveda obložiti velikega napora in ta napor bi moral vsebovati tudi veliko skrb, da se ne v vodstvo takšne skupine, organizacije, stranke, ne prikradejo skriti krsti, kot sem že omenil. In da se ponovi spet tista zgodba. Da se ponovi, poslušajte, vi dobite, torej taka organizacija dobi, da nima, 5-6 poslancev, ki ti na naslednjem ovinku obrnejo hrbet in s tem nisi dosegel nič. Vane, kako pa si zdaj ti, recimo, kot zelen, spremljal recimo ta, kako bi rekel, skoraj da bizaren razplet dogodkov povezanih z nevladnimi organizacijami o primeru Magne. Takrat, ko se je šlo pravzaprav na konc na minuto, skoraj na sekundo, ali bo kakšna nevladna organizacija vložila neko pritožbo na povezavi s temi dovoljenji, ki jih je Magna želela imeti, pa kasneje tudi dobila. Vsi smo čakali, kaj se bo zgodilo. Zate pa se spomnim, da si mi ves čas po telefonu govoril, Bojan, ne biti naivn, nobena od teh organizacij ne bo šla do konca v pravno bitko zoper Magno in na koncu se je res tako zgodilo. Ja, zakaj si, bom rekel, tako sklepal, pa saj si imel tudi prav, Ja, torej, čim sem videl Bojan, to sem te tudi upozoril, z SMS-om ali po telefonu, čim sem videl Marinčka, ki je desna roka Hanška v tej komisiji za TEŠ, Marinček je torej, bi rekel, na jaslih državnega zbora, on je tam dobil honorar, mi je postalo jasno, da iz te moke ne bo kruha in tudi nekoliko poznam njegovo preteklost, tle je šlo za igrice, za napihovanje, za neko medijsko pojavnost, pozornost, ampak rezultat je bil vnaprej torej jasen. Čeprav ni bil jasen. Ni šlo samo za Marinčka, šlo je tudi za Humanitero, šlo je za Alpe Adria Green in tudi nekatere druge še organizacije. Absolutno, to sem pozabil. To so te nevladne organizacije, ki jih financira vlada in ministrstva. In tudi tu je bilo jasno, da ne bodo pljuvali v lastno skledo oziroma v lastno korito, iz katerega se napajajo. In za Alpe Adria mislim, da sem tudi tebi
bi takrat, rekel, sporočil, da je to strelilo v prazno, da ne bodo vložili, vse veš, kako so do zadnjega trenutka blefirali, ne, in enako velja za Umonotero. No, ampak ta zgodba je, bi rekel, morebitnim bodočim, bi rekel, pravim okoljevarstvenikom povedala veliko, povedala, na koga se lahko zanašaš, ne. Predvsem se pa ne moraš zanašati na tiste, ki se pitajo na državnih jaslih. No, da še vključimo mogoče še Lucijo zraven, ne, čeprav mi da zdaj tukaj bolj ali manj Lucija samo poslušava, ne. Ampak kaj recimo vam to pomeni o teh nevladnih organizacijah, recimo, ki jih je en kup, ne, če dovolijo recimo vladi, da dovoli neki tuji multinacionalki, da gradi nek obrat, industrijski obrat, tam, kjer je to izrecno prepovedano, recimo na okoljevarstvenem območju. Kaj nam to pove recimo o stanju, ne, Jaz sem teh pisala nevladnih eno organizacij? zadevo, čez 27,000 nevladnih organizacij imamo, ki se pitajo iz proračuna. In jasno je, da, kot je rekel Vane, nobena ne bo delala nečesa, kar bi njen dotok denarja ustavil dejansko. Do neke točke se bodo profilirali, potem bodo se ustavili in čakali, da bo ta Tisto je v denar bistvu prišel. profiliranje pomeni trženje, a ne, Vane? Tako. Recimo Bojan. zadeva Kemis, mi jo imamo še vedno na sodišču, da smo začasno odredbo, da se ne izda uporabno dovoljenje, kot da ni nič na sodišču, skratka, nič se ne dogaja. To so te stvari, kjer se ljudje sami zberejo, a ne, in poskušajo, vendar jih sodišče popolnoma blokira jih že za začetek z visokimi Vane, taksami. imaš Bojan, 5 sekund, prišli smo do konca oddaje. To ne dodam, Bojan. Pri Ja. Kemisu in predvsem pri Magni si ti, da nimo ti, osebno, Bojan, storil več kot vseh 70 ali koliko je nevladnih organizacij s področja. Dobro, Vane, hvala ti za ta kompliment. Če bi še poslušal, pa moramo končati, ker smo prišli do konca oddaje. Hvala za obisk, Lucija, hvala za tvoje komentarje. Se vidimo v naslednji priložnosti, gremo na oglase.